Eno od poslanstev Vojaškega muzeja Slovenske vojske je zagotovo tudi širjenje vedenj, znanj o posameznih poglavjih, temah slovenske vojaške zgodovine. Obdobje osamosvajanja Republike Slovenije in vojne za Slovenijo 1991 je zagotovo eno ključnih obdobij v slovenski zgodovini, nacionalni zgodovini, ne samo vojaški zgodovini. In zato smo čutili potrebo, da vedenja, znanja razširimo tudi med mlajše generacije, kajti ugotavljamo ob obiskih razstav v muzeju, da mlade generacije zelo malo ali skoraj nič ne vedo o tem, kako je Republika Slovenija postala samostojna država in kako je slovenski narod postal pravzaprav ena od 200 nacij v svetu. Imeli smo kar nekaj sestankov z mentorji, z ravnatelji, seveda z učitelji zgodovine na osnovnih šolah, kjer smo jim povedali, kaj je naš namen, kaj je cilj, s kakšnimi metodami bomo nastopili in kako bi radi preko metode kviza tudi mladim približali to znanje, ki ga imamo o vojni za Slovenijo, o dogajanju na obrambnem področju. Tako da mislim, da smo bili zelo uspešni in tudi na drugi strani je treba poudariti zelo visoko stopnjo kooperativnosti strani učiteljev zgodovine in pa tudi ravnateljev osnovnih šol tukaj na vzhodnoštajerskem območju smo doživeli. Naša želja in namen je, da bi seveda ta kviz s časom prerastel na državni nivo, v državni kviz o vojni za Slovenijo oziroma osamosvajanju Republike Slovenije. Mi smo tudi bili že v nekih pogovorih tudi z Zavodom za šolstvo Republike Slovenije, z Ministrstvom za šolstvo, kjer je nekako želja, da bi v sodelovanju Zvezo veteranov vojne za Slovenijo razvijali ta kviz naprej in da seveda tudi ta kviz v prihodnje potem postane nek državni kviz z področja zgodovine in pa državljanske vzgoje in etike, pa seveda bomo videli, ali bomo še nekaj let na tem, da rečem, pokrajinskem nivoju organizirali kviz, dokler se ne pridobijo izkušnje in se tudi ne dodelajo vsi potrebni programi za izvedbo tovrstne aktivnosti.